Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji o kulturi je glasbenik Dare Kavrič, ki ga prav lepo pozdravljam. Živijo, lep pozdrav. Razčistiva za začetek. Pred natanko 50 leti sva sedla v prvi razred osnovne šole in od takrat se tikava. Zato bo to počela tudi danes. Hvala Bogu. Drži. Tako. Super. Pa začneva ta pogovor pri tvojem zadnjem projektu, v katerem sem ob ogledu videospota najprej pomislil, da si se začel navduševati nad Lojzetom Slakom. Je kaj resnice na tem? Pa bom rekel, en Lojze Slak in vse te narodno-zabavne skladbe so bile tudi pri nas doma, ko smo bili otroci, so bili ob nedeljah, seveda ob kosilu je bilo to neka zvočna kulisa. Je pa res, da kaj zelo nas to ni zanimalo, ko so nas zanimale druge glasbene smeri, ampak ta naslov mi je nekako zmeraj ostal v spominu, ne vem zakaj, ampak bilo mi je zanimivo. Ampak evo, zdaj ta nov zadnji komad, ki smo ga naredili, Mama, prihajam domov. To je malo nostalgije, ne? Nostalgija, sam je, zdaj ne vem točno kakšno tematiko je imel od Lojzeta, ta ima neko svojo tematiko, se pravi Mama, prihajam domov, ampak imamo v tem smislu kot domovina, prihajam nazaj. Recimo, da je to zgodba o nekom, ki je šel v tujino ali je šel delati ali kakorkoli in ga dolgo časa ni bilo tam in se sprašuje, in valjda vsak idealizira svojo domovino in jaz, recimo, ta oseba, ki je bila zunaj, ne ve, kaj se dogaja v Sloveniji oziroma v njegovi domovini. In jaz sem imel to eno tako zgodbo, da sem jaz v tej vlogi tega starega človečka, ki odide in se vrača domov. Sem rekel, bom pa jaz, in ker me zanima, kaj se dogaja, sem rekel, da vidim pa, kaj tu pravi mlajša generacija na to stanje, ki je nasplošno in tu nastopi Zlatko. In tukaj, ne vem, prišla do neke zgodbe, da sva se znašla skupaj z Zlatkom. Slučajno sem gledal koncert njegov, ki je bil na Valu 202, oziroma koncert iz Vala 202, ki sem na TV Sloveniji. Sem rekel, kako se nisem mogel že prej na njega spomniti. Bili smo že skupaj, ampak nekako nismo imeli nekih stikov. Jaz smo pa poslal komad, mu povedal zgodbo, ozadje približno in je bil takoj za zagrabo. In tiste prve dni, ko se je lahko šlo pač ven iz Idrije oziroma svojega domačega kraja, smo se dobili v Ljubljani, posneli to in mislim, da je bila to ena taka hitrostna akcija vse, tako da za komad narediti in kasneje tudi videospot. Na tem komadu je bilo tudi nekaj gostujočih glasbenikov? Ja, to je zmeraj, ker se pravim, te svoje komade pač povabim k sodelovanju prijatelje, znance in prvi, s katerim so sodelovali pri tem komadu, je bil Dejan Dimec, poimenovan Dime, kot si sam pravi umetniško. Drugače pa on kitarist skupine Kingston, tako da v bistvu to smo ena taka neke vrste družina, ki pomagamo eden drugim. Tudi jaz recimo nastopil v njegovem videospotu, da se malo kroži, da se zafrkavamo, da se nekaj dogaja, da nam ni preveč dolgčasno. Pa tudi izbor teh inštrumentov je še kar širok, ne? Ja, moram reči, da tudi povabil sem k sodelovanju recimo Denisa Beganoviča Kikija, ki je eden najhujših pozavnistov, kar sem jih slišal tle v Sloveniji. No, moram reči, da on zdaj igra prav s tem mojim tako imenovanim idolom, Manu Chaom, ne? In se pripravlja na turnejo po Južni Ameriki. Trobento pa je igral Nate Drole iz Ravn in smo se tudi fajn ujeli in mislim, da je stvar ratala zelo vredno. V zadnjem času si prav znan po tem, da povezuješ skoraj nepovezljive izvajalce. V prejšnjem komadu New Swing Quartet, kje si te fante našel? V bistvu že dolgo časa pripravljam en album, samostojni, drugi, na katerem teh komadov za ta album je skozi več gor in tega je zdaj že mislim, da je 7 ali 8 duetov. Je Anika Horvat, smo naredili nekaj skupaj, Prifarski muzikanti, Pero Lovšin, Tulio Furlanič, sigurno bom zdaj koga pozabil, Zdenko Cotič, recimo vrhunski kitarist. Dva teksta mi je napisal Drago Mislej Mef, kar sem tudi zelo ponosen. Seveda, ko si pa omenil New Swing Quartet, je bilo pa zgodba taka, da ta komad je Kam je vsa ljubezen šla, s katerim smo nastopili na festivalu Slovenska popevka, je bil nekaj časa tam v predalu, pa skozi sem imel
v mislih, da bi oni to odpeli, ampak oni so bili takrat v fazi razpadanja ali kakorkoli že. In po kar videl, da so se spet nazaj zbrali, sem jaz takoj vprašal, bi vi to sodelovali. Ne? Na začetku so se malo obotavljali, ampak pol mislim, da smo se pa super ujeli in bilo mi je včasno nastopiti s takimi legendami, ker ni to kar tako. No. Je pa res, da je Oto Pestner napisal tudi priredbo za tisti del, kjer New Swing poje, recimo tako v kvartetu. Ja, ta del sem valjda prepustil njim, ker to oni znajo bolj, kad jaz to obvladam. Tudi to so naredili, mislim, da je Oto Pestner plus Tomaž Kozlevčar, da sta naredila ta vokalni aranžman za njih, ostalo je pa moje delo. No. Razen ta, imamo dve verzije, ena je bila ta normalna radijska, pa ena, ki je šla za festival. Za festival je pa tudi naredil aranžma, žal sem pozabil zdaj kdo, ampak en hudmajster. Ja. Videospot ste snemali v Idriji in to je preko prava razglednica mesta, ne? Sej za nas, ki mesto poznamo. Super, ne? Super je. Prva varianta je bila pravzaprav mišljena, da bi posneli spot na Rakah, ne? Na tej sprehajalni poti, ampak pol smo pogruntali, da je bilo to mogoče preveč tak normalno, pa smo rekli, da idemo čez nekom drugam zgodbo, teda sem se v tem spotu sam prelovil v nekega avtomehanika. Mehanika, ja. Tako da zdaj imam kar že veliko poklicev. V prejšnjem sem bil fotograf, zdaj kaj bom zdaj v naslednjem, ne vem, še bom. Si kot Borut Pahor, ne? Skoraj. Se pravi, prejšnji komad je bil pa Povozil me je čas. Ja. Ampak ritem, sam tempo komada je pa zelo podoben zdajšnjemu, prejšnjemu. Tempi se nekako umirjajo. Kaj je to, kišna kriza srednjih let? Pa ne, jaz ko življenje... Ti ustreza ta tempo? Ne, jaz delam razne komade, ampak v vsakem obdobju mi pa še neki stil. Zdaj mi pa če nekaj časa mi že ležijo te bolj umirjene zadeve, drugač pa mimo grede, prav zdaj v tem času te karantene, pa tega mislim, da sem bil zelo, bom rekel, avtorsko aktiven, tako da sem delal tudi druge stvari, ki bom rekel, hitrejše, od stvari recimo za Mambo Kings sem nekaj delal, pa moram reči, da se bo spet Atomic Harmonic zopet zbral v tisti originalni zasedbi in to je neki tak žurerski komad. Tako naprej, tako da je to skačem iz enega stila v drugega, to je to, kar mi je zanimivo. Ne? Da bi celo življenje delal samo ene vrste komadov, mi je dolg čas. Zdaj v prejšnjem komadu si imel zgodbo o fotografu, ki prije na vas in poskuša osvajati najlepše dekle, ki pa na koncu se ne ogreja za tega fotografa. Ne? Tudi tam si igral fotografa. Ne? Ja, se pravi, človek 100 poklicev, no ja. Kak je bilo na snemanju? Tu moram reči, da je bilo... Zgodba je bila taka, da najprej smo rekli, kaj ćemo sploh narediti s spotom, pa kje bi snemali. Potem jaz mislil, gremo gor, kakšna goriška brda, pa to, pa ono. Pa mi je rekel režiser Jani Pavc, je rekel pa, Madonna, se imate super lepe kraje gor, pa vse to. In se res ne, potem sem se pospomnil, da smo eno leto nazaj imeli v Ravnah kulturni. Zdrav jeseni. Ja, no, in meni se mi je zdelo blazno fajn in lepo in tudi ljudje so super sprejeli, tako da ko sem jaz vprašal, če se da tu snemati gor, pa če bi lahko dobil kakšen support ljudi, mislim, da je bilo super, da smo res fajn se zabavali na cel dan in tudi spot moram reči, da je fajn uspel. Tudi nekaj igralcev, teh domačinov je neverjetnih likov. To naredijo pravi talenti. Ne, pravo posebno naredijo, to je en tako piko na i vsemu temu. Ja, rdeča nit sicer prejšnjih spotov, pa so bila dekleta, dobra volja, žuri, veselice. A je to tudi sicer tvoj privatni stil, lifestyle? To verjetno govoriš o Kingston zgodbi, ne? Ja, Kingston zgodba je tista zgodba, ki je, bom rekel, ta neka žurerska party scena in dejansko je tako, da slovenska glasbena scena, recimo od enega izvajalca, letno ne prenese več kot en komad. Tako da tudi mi Kingstoni izdamo en komad na leto, ker če ne, že v bistvu vsega preveč. Takrat se potrudimo pa naredimo, povabimo zmeraj kakšne plesavke ali kakorkoli te stvari. Pač prav zato pa rad delam tudi druge stvari, da se nekam odmaknem od tega in potem se spet nazaj vrnem. Tako da mi je
skozi neko kolobarjenje, skozi v nekem zagonu in pogonu, kakorkoli že. Ampak zdaj, če se vrnemo še bolj nazaj, ne, se pravi 50 let nazaj, ko smo midva hodila v prvi razred, takrat si poslušal, berem, Toma Jonesa, T-Rexe, Slade, Suite in Slake, očitno ob nedeljah. Ja, očitno je bilo to zapovedano, da mora biti ob nedeljah ta narodna zabavna, očitno je nekaj ostalo. Drugače pa vso muziko, kar je bilo, sem pa največ spoznal prek sestrinih plošč, imela je en manjša diski, se spomnim, on tam malo gramofonček. In to so bile plate, od Beatlov, Rolling Stonesov, to, kar je ona poslušala, sem jaz pač kot mulc tam poslušal in tudi vse nekje ostane, pa sem pač najdel neke svoje idole, ti razne, kot si omenil, T-Rexe pa Slade pa to. In ja, neč, po so prišli pa že počas. Pol pride obdobje Kuzel. Pa pridejo Sex Pistols, Ramones, Clash in te stvari. In takrat smo začeli pa delati take stvari, ki smo videli, da se na tak način lahko fajn kot mularija, da se lahko fajn zabavamo in smo se imeli fajn. V bistvu smo cele popoldneve, ampak cele vikende smo prebili na vajah in se tam zabavali in v bistvu sproti delali še komade, za katere se še zdaj vidi, da so čist, bom rekel, v cajtu, čeprav je tega menilo 40 let. In se pravim, to dočeraj, slučajno prejšnji dan sem bil na promociji albuma, nove izdaje albuma Pankrti, tega dolg cajta. In prav zanimivo je bilo, vsi ti novinari so rekli, tudi kar se tiče Kuzel, so rekli prav neverjetno, koliko tista besedila, ne rečem zdaj vsa, ne, ker koncev smo imeli od 16 do 18 let, tudi, ampak ogromno teh besedil še kar stoji in jih lahko komod predstavljaš v ta čas in je fajn se ti zdi, da si to naredil, čeprav z tega takrat mogoče niti nismo zavedali, ampak ampak je bil čas ene velike ustvarjalnosti. Ja, to je bilo skozi se nekaj dogajalo, imeli smo, bom rekel, to srečo, da smo rasli v času, da je veliko te muzike prihajalo k nam, čeprav smo bili kao neko za železno zaveso ali kakorkoli že. In imeli smo to srečo, da smo lahko hodili v Staro Gorico kupavati plošče in to je bilo takrat boom vse te muzike in v bistvu vsak teden je šel eden kupiti eno plato, pa smo tisto buhvari, da bi dva kupila isto, tako da je vsak drugo, tako da smo si pol vse to posojali in snemali in tako da smo, tako en tak krog klape je bil, ki smo to uživali tem in spoznavali vse tiste, bom rekel, nove bende in muziko. Ja, ta tvoj razvoj je silno zanimiv, bi rekel, od punk benda Kuzle pa do bi rekel, regija, roka, popa, na koncu še turbo glasbe, ne. To vse v istem človeku, v enem Darju Kavriču, ne. Ja, da vem, tako je. V glavnem res, kot se rekel, meni je, se pravim, po mojemu ravno to, ta leta, ko so bili ti, kot sem rekel, ti punk variante, verjetno so bili to izoblikovali, to, kar se tiče ti moj ali glasbenega okusa, ali pa tega, da sem hotel skozi nekaj novega ali poslušati, ali pa izvajati, ne. Zato pa tudi, recimo, jaz slišim en komad, pa mi je dober, jaz bi tudi kaj tazga naredil, ne, pa ne znam, jaz nisem šolen glasbenik in, ne vem, po nekem feelingu nekaj naredim in ponovadi se izkaže, da je to kar v redu, ne. Recimo tudi, ko smo delali te, ko si rekel, turbo za Atomike, ne, tist brizgalna brizga, ki je bil pač njihov največji hit, ko sem pol govoril s temi znanimi izvajalci narodno zabavne glasbe, so rekli, to je fajn, v čem je? Ja, so rekli, to je fajn zato, ker ne delaš tam so neke zakonitosti v narodno zabavne, pa ima nimam kakšne, ampak so rekli, to je fajn zato, to kot stopa, in razumeš, nekaj probuješ, pa kakor se mi zazdi, tako mislim, pol to tudi drnim. Ampak z obdobjem Kingstonov se je pa začelo to pomembno obdobje, ne, v tvojem življenju. To je pa v bistvu ta ogromen opus, ne, če nekaj teh skladb naštejem. Cela ulica nori, Vzemi vse, Mini bikini, Non-stop sirena, Izgubijo se v noč, Kocka je padla. Mislim, teh komadov je res zelo veliko, ne. Ja, s Kingstoni smo začeli, mislim, da 94. Ja, seveda 94. In bom rekel, tudi v tem smislu smo imeli kar veliko sreče. Dobro, poleg tega, da smo bili, bom rekel, avtorsko zelo močno, še zmeraj ustvarjamo, ampak se pravi, dajemo en komad na leto ven. Hočem reči to, da recimo nacionalni radio, takrat ni bilo toliko teh radijev, ko jih je zdaj, radijski postaje, in recimo imeli smo ogromno podporo na nacionalnem radiju, pa recimo
kar jih je bilo še teh lokalnih, rečemo, kot zdaj Radio Primorski val in to. Medtem ko zdaj, če bi zdaj začenjal na novo, bi zelo težko se kaj od tega zgodilo, ker enostavno slovenska muzika zelo težko prije na radijske valove. Zdaj, recimo za nacionalni radio, bom rekel, so bendi a la Kingston so preveč komercialni. Za one komercialne, ta velike radio smo premalo komercialni, tudi je taka zmeda, tako da smo hvaležni vsem tem lokalnim postajam, ki nas vrtijo in res hvala, pa da ni vse pač v službi kapitala. Ne. Ja, kako pa je s festivali? Nekaj zmag, nekaj odličnih uvrstitev je bilo, ne? Ja, moram reči, da mi smo s Kingstoni prvi zmagali leta 96 s komadov, ko bo padal dež in zdaj smo mislili, zdaj smo zmagali, zdaj to naslednji dan bo že povpraševanje hudo. No, ampak ni bilo tako, da smo se še kar naprej borili. Do recimo tisti prvi večji je bil pa res ta cela ulica nori. Takrat so se pa začeli to, je bilo pa se začelo ogromno število koncertov in se spomnim, da smo imeli tudi po 3 do 4 nastope na dan, ampak to je bila ona zgodba, da si šel recimo ob 6 zjutraj iz Idrije, pa si imel do 12 2 ali pa 3 nastope na nekih šolah, te kratke, pa še zvečer najmo neko diskoteko, bo kaj kam. Tisto je bilo prenaporno, ampak to je bil pač tak cajt. V tvoji biografiji sem prebral, da si imel tudi do 1000 koncertov, pa to je neverjetno. Vse se nabere, 25 let Kingstonov, to je, še kar. Podpisal pa 150 avtorskih skladb. Mislim, ja, če ne še celo več, ampak tam nekaj je. Lepa zbirka. Da. Zanimiva je tudi tvoja vloga, bi rekel, strica iz ozadja, ne? Zablujene generacije brez Dareta Kavriča ne bi bilo v taki obliki. No, zablujena je bila itak, kot si rekel, je bila že prej. Je bila pa tle, mislim, zablujena generacija tudi, že prej smo mi začeli uradno sodelovati. Je posnela, mislim, da 2 komada od Puzzle, so naredili neke priredbe. Pa bila pa zanimiva zgodba, da njihov basist Aljoša smo takrat skupaj delali na Kolektorju in tam ob kavici smo modrovala in bla bla bla. In smo prišli do tega, da bi pa mogoče kaj skupaj naredili in po se je takrat njihova smerka bila res čist preveč orto, lih dobila malo tega, ne bi rekel pop, ampak malo bolj vseeno, malo več melodičnosti in takrat so se njim kar odprla ta velika koncertna prizorišča in jaz sem ponosen na vse to, kar sem, bom rekel, tudi naredil z njimi in z vsemi, ker ti pesmi, dobro, ne bojo vse ostale, nekaj je pa še kar v obtoku, bom rekel. Pa tudi najbrž je bil dober občutek spet delati malo neke take avtorske, malo bolj trde glasbe, ne? Takrat smo se prav zafrkavali. Takrat istočasno sem delal za Zablujeno generacijo, pa Atomic Harmonic, nezdružljivo, ne? Pa smo se prav hecali, da v studio, ko delam za Zablujeno, si dam gor usnjeno jakno, ko pa Atomic dam pa narodno nošo gor. Ja, kaj pa oblečeš, ko delaš z Natalijo Verboten? Z Natalijo Verboten smo delali 2 komada, ne morem se spomniti. Ja, si tudi avtor, bi rekel, komada Moja mama, ne, Video Seks? Ja, pa še prej v varianto pod Kuzle. V bistvu so avtor. Zgodba Moja mama je bila taka, ne, to so bile Kuzle in kar nekaj tekstov za Kuzle je napisal naš someščan Boris Balant. In vem, da takrat v našem bloku, tam, kjer sem stanoval, mislim, da je imela samo vrhnja soseda telefon. Ni bilo še telefonov, ne? Drži, potrdim. In nekako smo se zmenili, da bo jaz sem imel neko muziko, on je pa, zmenili smo se, da bo on do kjere ure nekaj napisal in on je po telefonu klical to gospo in ona je prišla mene iskati in jaz sem prišel gor, zapisoval, hecna zgodba, no, ampak ta Moja mama je v bistvu še kar odstopala od vseh komadov Kuzl, ker je bila še najbolj taka spevna, melodična. Zato so je tudi pol Video Seks predelali in naredili, bom rekel, za tiste čase kar en tak jugoslovanski hit neke vrste, no. In vem, da sem bil takrat, ko je to najbolj rasturalo po Jugoslaviji, vem, da sem bil takrat v vojski. In fajn občutke je bilo, kaj da rečem. Najbrž ti niso verjeli, ko si rekel, da ti je. Nisem niti govor, jaz sem tam imel druge misli.
Je pa pol, ja, no, je pa pol še to, moja mama so pol naredili še Bigfoot Mama v novi verziji. Ti komadi nekako živijo še naprej. Tam je nastala tudi ta naveza z Itkotom, Turkom, ki še kar traja. Ja, v bistvu Itko je prišel, mislim, da je prišel samo v 6. ali 7. razred, pol veš, kakšni mulci smo bili. In on je takrat igral bobne pri Kuzlah, ampak pa družina se je preselila v Ljubljano. In pa smo se tam malo razšli, pač vsak je on naredil videoseks, mi smo druge stvari delali. Ampak zdaj po dolgem času, zadnjih 10 let pa spet intenzivno sodelujeva in jaz upam, da bo še naprej tako. Ker recimo tudi zanimivo, to prijateljstvo, kakorkoli bi že rekel, recimo tudi zdaj, ko smo v Kuzlu izdali ta koledar, ko sem jaz ta koledar prinesel, ko smo se dobili Bojan, Lapanja, Dušan Moravec pa jaz, mislim, to smo se bili kot eni otroci, ki smo zagledali tisto, prav kot nikoli ne bi šli na razno, kako bi te rekel, ista energija, vse je bilo res prav the best. Ja, prijateljstvo iz teh ranih let ostanejo, Ja, hvala Bogu. Kaj delajo glasbeniki v času korona krize? Zdaj koncertov niste imeli, Ja. Ko so se pa dogovarjali za ta nastop tukaj v našem studiu, pa zlepa nismo mogli urediti termina. Pa v bistvu tako je bilo zdaj, fajn je, da se ni zgodilo res nekaj kakšne hude stvari, kar se tiče bolezni tega. Ampak da reče pa v tem času, ne vem, jaz sem kar se tiče avtorsko, sem kar naredil kar ogromno nekih stvari, popravil nekaj tistih, ki sem jih imel že dolgo časa tam spravljene, pa tudi zdaj imam kar par stvari sem naredil, ki sem videl, da bojo zelo dobre. Drugač pa, ne vem, vse je bilo bolj umirjeno, kar meni tudi v bistvu v tej fazi mi čez paše. Odlično, kdaj izide plošča? Tik pred zdajci. Ja. Mislim, da je naslov plate, bomo videli, ko bo. Darja, hvala za obisk v našem studiu in za pogovor. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost. Lokomotiva vleče me proti obali, mimo pol in travnikov, oko nalepljeno na šipo vagona, končno vračam se domov. Smo le male ribe v veliki reki, hlastamo za sanjami, a ni vse zlato, kar se sveti, je doma še kot je bilo. Ojojojo, ojojojo, ojojojo. Držima, če za mnenje si me prosil, v dobrem, slabem, doma si vedno dobrodošel. Razlika je v članih obstoječe družbe, eni ki imamo nabit, drugi ki imajo za službe. Vem, da dober gospodar daje, ne vzema, hočem biti del rešitve, nočem biti del problema. Kultura, morala, spremembe so potrebne, ni enakopravnosti, dosti jih vam pobegne. Manjka solidarnosti, vsak mu sod, sovraštvo, fovšija, nacionalen šport, pa se zlijem čez akord, uživam med slabovi, tornjak iz planin svoje čuvam pred volkovi, z lepoto domovine svojo dušo sem obleku, delam kar me veseli, ljubezen dam človeku, pesem nosi sporočilo, razum želim vsem, mi pripadamo zemlji, ne pa ona nam. Ojojojo, ojojojo, prihajam domov. Ojojojo, dobrodošli domov.
Lokomotiva vleče me proti obali, Dobrodošel. mimo rek in pašnikov, slepi potniki zadnjega vagona, končno vračam se domov. Smo le male pikice v tem vesolju, izgubljeni v realnosti, spoznanje, da vse je iluzija, surovo vrača me domov. Ojojojoj.